Hello, dragi moji, danes prav je poseben video za vas, zaradi tega, ker mi ga je predlagal nekdo od vas in ne morem verjeti, da film, ki ga vsi poznamo, grozljivka, ki jo vsi poznamo, tudi če jo niste nikoli upali gledati na eni točki, ta grozljivka obstaja in je grozna. In najbolj bizarna stvar pri tem je, da izvira... Najbolj grozna stvar pri tem je, da je posneta po resničnih dogodkih. Zakaj sem jaz tako svetla? Torej, nekdo od vas mi je rekel, Alenka, daj pač govori o tisti punci, ki je umrla potem, ko so 67krat iz nje izganjali hudiča oziroma demona. In sem rekla, ok, tle je ziher nek catch in to ne obstaja, ampak sem pogooglala in ja. Danes smo govorili o punci Anneliese Michel, ki je bila pravzaprav iz Nemčije, iz Bavarije. In ko je ta punca doživljala svoje najhujše trenutke, tiste trenutke, ki so zdaj sporno, tisti trenutki, ki ne je bila posedena z nečim, je lizala iz tal svoj lasten urin, jedla je žuželke, jedla je premog, je imela halucinacije in podobne zadeve, tako kot ste videli v filmu in sicer v filmu Emily Rose oziroma Izganjanje hudiča Emily Rose. Torej, resničen primer govori o 23-letni Nemki Anneliese Michel in Anneliese se je rodila 1952. leta. V 60-ih letih 20. stoletja je odraščala kot izredno predana katoličanka. Oziroma bolj povedano, njeni starši so bili izredno predani katoličani. Zdaj po nekaterih poročilih je zaradi strogega kaznovanja staršev trpela za hudo neko travmo pred ikonografijo, versko ikonografijo. Vse skupaj pa ne bi se začelo že, ko je bila stara 16 let, ko je prvič v šoli padla v en tak nenavaden trans. Sama se nič od tega ni spomnila, je pa potem še isti dan zvečer močila posteljo in pač ni se mogla zbuditi iz tega transa in je kar mečkeno hodila naokrog. Še bolj žalostno pri vsem tem je, oziroma pri tem primeru je to, da so jo prej si poznali kot zelo brihno punco, ki je bila Upisali so jo kot zelo zlahka si jo imel rad, torej zelo prijetno dekle. Potem se je pa leto kasneje zgodil podoben incident, kot sem rekla, nek trans in takrat so jo končno odpeljali k zdravniku. Prav je zdravnik takrat ugotovil, da z njo ni nič narobe. Leta 1970 pa so ji določili tuberkulozo, torej neke vrste bakterijo, ki lahko prizadene katerikoli del telesa. Ključno so to lahko trebušne žleze, kosti, živčni sistem, karkoli. V bolnišnici je potem začela to trditi, da sliši zvoke in doživlja evforijo. Zvoke pa slišala tudi doma, sicer ne bi slišala razno trkanje in glasove, ki naj bi jo pošiljali v pekel. Po vsem tem so jo potem diagnosticirali tudi z epilepsijo, ampak zdravila niso nič izboljšala oziroma ustavila njenih napadov. Ta primer je fulcev tak, da si lahko misliš samo, ok, če so zdravniki določili epilepsijo, neke travme oziroma kakršnekoli probleme in potem še predpisali ful tableto, je to najbrž to, ne, ampak ful je bilo čuden. Poleg vsega, čeprav tablete niso zares prijeli, je šla ona na college, ker se je želela izučiti za učiteljico. Zdaj lahko si predstavljate, kaj enkrat govorimo o epilepsiji, pogosto govorimo tudi o krčih in o nenadzorovanih gibih telesa in že, če si to vse skupaj predstavljaš, si lahko predstavljaš take srhljive gibe, ki jih pogosto povezujemo, tako jih danes poznamo iz filmov, a ne, kot ojoj, nekdo je poseden s hudičem, ampak morate pa razumeti, da v tistih časih ni bila prva ideja, o moj bog, dajmo jo k duhovniku, pač to je nekaj zelo zemeljskega. Takrat niso imeli toliko grozljivk in filmov o tem, kot zdaj, ki bi hitrejš na to pomislili, takrat to ni bila njihova prva ideja. Je drugič želela Anneliese diagnozo, je obiskala nevrologa in on je diagnosticiral epilepsijo temporalnega režnja. To je motnja, ki povzroča napade, izgubo spomina ter doživlja vidne in slušne halucinacije in spet smo na podobni stvari. Ampak epilepsija temporalnega režnja lahko povzroči tudi Geschwindov sindrom. To je pa motnja, za katero je značilna hiperreligioznost. Ne vem, strokovno niti približno, kako je to povezan, ampak zanimiv. Pa zdaj na točki, ko je tudi Anneliese sama pri sebi začela trdno verjeti, da je posedena s hudičem. Kamorkoli je šla, je opisovala, da je videla obraz hudiča in da ga je slišala govoriti in da je ves čas govoril, da bo gnila v peklu. In kot vemo, bila je ekstremno verna in ona je ves čas molila. In zdaj si predstavljaš, da istočasno molaš in ves čas, ko molaš, slišiš te presluhe in vidiš te stvari. Anneliese je potem s svojimi starši začela počasi iskati pomoč drugje in tokrat tudi pri duhovnikih, ampak zanimivo je, da v tistem času so jo vsi duhovniki praktično zavrnili, so rekli, tlej mi nimamo nič za pomagati, pojte po strokovno zdravniško pomoč. In po tem dogodki, ki niso najdeli duhovnikov, so njene blodnje postale najhujše. V prepričanju, da je bila
Posedena je začela iz telesa trgati oblačila in hodila okrog pogosto naga. Kompulzivno je naredila na dan tudi 400 počepov. Razila se je pod mizo in je tudi po 2 dni lajala kot pes. Kaj me je najhujša? Jedla je pajke in druge mrčes in muhe in tudi lizala je svoj lasten urin iz tal. A ja, pa mrtvi ptici je odgriznila glavo. Končno so z mamo pojeli našli duhovnika imenovanega Ernest Alt, ki je pa verjel njeno posedenost, obsedenost. Anneliese je prav Altu tudi pisala določena pisma, napisala je: nič sem, vse na meni je nečimrnost, kaj naj storim, izboljšati se moram, molite zame. Enkrat mi je tudi rekla, da želi trpeti za druge, ampak je to ful mučno in težko. Torej, očitno si tudi delno počutila kot neka mučenica. Končno je ta škof to odobril, ampak je rekel, da mora biti ekstremno inkognito in nihče ne sme vedeti. So pa takrat dovolili, ko je prišlo do teh eksorcizmov, ki vemo, da jih je bilo skoraj 70, da so lahko tudi snemali in te posnetki obstajajo. Tako da dajmo kar malo poslušati in boste sami potem mozgali, kako se vam zdi. But fair warning, these recordings are perhaps the most disturbing pieces of audio I've ever heard. Ich verrichte so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sami se odločite, kaj si mislite, ali je to glas deklice ali je to glas nečesa drugega. Ena stvar, ki je pa tukaj fenomenalno čudna, je pa to, da omenja duhovnika Fleischmanna. In ta Fleischmann je bil mislim, da nemški duhovnik, ki je bil pa na eni točki izgnan iz cerkve, ker se je zelo slabo vedel. Kaj to točno pomeni, ne vem, ampak očitno nekaj zelo slabega. In to, da ga je ona omenjala, ena teh stvari, ki je zelo tako, ni jasno, od kje bi to vedela. In je zelo nenavadno. Je pa noro, da tekom teh 67 eksorcizmov, ki so trajali tudi do 4 ure, je ona trdila, da je posedena z 6 različnimi demoni in sicer Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu. Lucifer, Kain, Juda Iškariot, Adolf Hitler, Neron in Fleischmann, tega, ki sem prej omenjala. Vsi oni naj bi se borili za moč analizinega telesa in bi iz njenih ust pač govorili in renčali. Še ena izmed teh stvari, ki jih je ona povedala, ki naj bi te demoni v njej med sabo se prerekali, in sicer Hitler naj bi rekel: ljudje so neumni kot prašič, mislijo, da je po smrti vsega konec. In potem naj bi Juda rekel, da Hitler ni bil nič drugega kot velik gobec, ki je v peklu pač ni imel prave besede, torej ni imel ta prave avtoritete, tako kot v bistvu na zemlji načeloma. Še ena stvar pri vsem tem je to, da je zaradi nenehnega klečanja Anneliese v bistvu utrpela hude poškodbe kolena oziroma je imela polomljena kolena in pa strgane kite v kolenu. Poleg tega se je začela tudi izogibati verskim predmetom in ne samo izogibati ali pa bati, ampak jih tudi lomiti, in medtem ko jih je lomila in uničevala, je to počela z zelo nenormalno močjo. Moč so potem primerjali s tem, da je izgledala kar ragdoll, pač sunaste lutke, istočasno imela pa neskončno moč, plus da je bila sposobna recimo z eno roko stisniti jabolk in ga pač uničiti. Po 10 mesecih se je očitno njeno telo ekstremno trudilo in pač ni moglo tega več zdržati, tako da je s 1. junijem 1976 umrla zaradi podhranjenosti in dehidracije, v bistvu zaradi odrekanja sama tega, ker je bila že pač 21+ ali 18+, kakorkoli že tam bilo legalno, in ni hotela k zdravniku in istočasno ni jedla in pila in preprosto to je bil tudi vzrok smrti. S tem, da njen telo je bil takrat res, mislim, da je imela nekih 40 maksimalno kil, mislim, da prej 35, čisto useden obraz, sej verjetno boste videli slike in ja. Tudi vonjave okrog nje so bile že neznosne, pa ne zaradi nje same, ampak tudi ni bilo čisto popolno pojasnjeno, odkje to pride, in sicer kot da bi rekel goreč iztrebek oziroma zažgan iztrebek. Po je umrla, torej je bila stara 23 let. Potem po obdukciji so nekako verjeli in razbrali iz telesa ven, da ne bi bila skoraj ziher med eksorcizmi parklenjena.
Imela je tudi zlomljene in polomljene zobe, podplutbe okončin in pa črne oči. Leta 1978, če se slučajno sprašujete, kaj je bilo potem z duhovniki in starši in kako to handlati na sodišču, ker smrt je la smrt, in so v bistvu njeni starši in duhovnik bili obsojeni na umor iz malomarnosti. Ampak so bili potem, duhovnika sta nekako, mislim, došla za pol leta v zapor in tudi denarne kazni so bile, medtem ko starša sta bila odpuščena, v smislu itak sta že dosti pretrpela. Je pa vse skupaj to pol, ker se lahko predstavljate, postala cela senzacija v Nemčiji. Največ, kar vam je za reči, to, da ne morem verjeti, da ste to res zgodili, oziroma da je lih tako, kot je bilo v filmu. Ne morem verjeti, sploh ne morem verjeti, da je do mene prišla ta informacija, s tem, da mi je nekdo še napisal, pa teksaški umor z motorko tudi velja za nekoga po resničnih dogodkih navdahnega in sem nujno, let me check in ja, dejansko ja. Tako da naslednji video bo tudi najbrž še en film, ki smo očitno verjeli, da je fake, ampak je res in I'm mind blown. Glavno, dragi moji, odspod pišite ideje za podobne in tudi čez drugačne videe, karkoli že hočete videti. Pa na Instagram, ki ga imate tukaj, zdaj pa Alien malo počasi out, pridni bote radi smete. Aj, čau.